Poletje 2024 je bilo ob izviru reke Une na Hrvaškem, tik ob meji z Bosno in Hercegovino, zelo burno. Domačini so nekega julijskega jutra ugotovili, da so se v nekdanjem mlinu začela agresivna gradbena dela. Onda smo se jako iznenadili kad su došle mašine i stavljena ograda ispod tog izvora. Niso mogli verjeti, kaj se dogaja, saj izvir reke Une sodi v zaščiteno območje Nature 2000 pod okriljem Evropske unije. Prepričani so bili, da se nepooblaščeni posegi v naravo vendarle ne morejo zgoditi. Na samom toku ima jedna kuća, što je bila ranije mlinica jedna. I tu je odjednom stavljena ograda i stigao neki mali bager. Ne znamo ništa što se dešava, i za par dana počinje već kopanje. Pika bager i onaj što razbija kamen, sedru. Sledili so množični protesti domačinov in ekologov, ki so jih podprli tudi nekateri znani umetniki, med drugim igralec Rade Šerbedžija, pa glasbenika Mile Kekin in Darko Rundek, ki je na izviru reke Une izvedel tudi koncert. Hrvaške oblasti so po odločnih protestih in močnem medijskem odmevu gradnjo vendarle zaustavile. Dogajanje pa odpira širša vprašanja varovanja in zaščite rek tudi na območju Evropske unije. Hkrati pa je tudi dober in pozitiven primer, kako skupni boj za pravico do neokrnjene narave in zdravega življenjskega prostora lahko zmanjšuje etnično distanco. Smo se svi ujedinili da jednostavno ne damo Unu. Ne glede na nacionalnost ali versko pripadnost so se vsi združili z mislijo zaščite reke Une, kar na obmejnem področju zelo burno in krvavo zgodovino nikakor ni samoumevno. To nije uopće dolazilo u ikakvo pitanje nacija i nešto. Poenostavljeno povedano, Srbi na Hrvaškem se borijo za čisto in nedotaknjeno reko Uno, ki večji del teče po Bosni in Hercegovini, kjer reko vedno bolj izkoriščajo v turistične namene. Poslušate podcast Zgodbe Vala 202, tretjo epizodo raziskovalne serije Razpoke miru, ki ob 30-letnici konca vojn na področju nekdanje Jugoslavije pripravljava Gašper Andrinek in Luka Hvalc. V arhivu že lahko najdete reportažo iz Balvin, kraja, kjer v sožitju živijo Bošnjaki in Srbi. Obiskali smo tudi Petrinjo, mesto na Hrvaškem, ki je bilo najprej porušeno v vojni, ob božiču leta 2020 pa ga je prizadel še potres. Do 11. julija, ko bo minilo 30 let od genocida v Srebrenici, raziskujemo, kako zaceliti še vedno boleče rane, kako povezati razdvojene svetove, kako zmanjšati etnično distanco in kje iskati veziva, ki lahko utrdijo krhki mir. Odkrivamo zgodbe sobivanja, sodelovanja in skupnih ciljev, ki prinašajo žarke upanja in kažejo, da je vsaj premirje med različnimi sprtimi narodnostmi in virami mogoče. Reka Una izvira v naselju Donja Suvaja, ki spada pod kakšen kilometer oddaljen Srb, ki je središče več manjših naselij. Je edini malo večji kraj z vsaj osnovno infrastrukturo. Ima jedan kafić, jedna trgovina, pošta radi dvokratno i sad bila je benzinska, pa sad treba na opet raditi benzinsku. V zabojniku deluje bar, prek ceste je manjša trgovina, premorejo pošto in bencinsko črpalko, ki so jo po nekaj letih znova odprli, a obratuje le 2krat tedensko, po 2 uri. Kako se živi ovdje? Pa nekad se živilo srednje, mislim, a sad drže zbog politike na minimum. Radi kako se to kaže, tercijarni sektor bez industrije, da se što manje srpske manjine može zaposliti. Če se je nekoč živelo nekako srednje dobro, je zdaj vse skupaj na minimumu. To, da praktično ni več industrije, je v interesu politike, da bi se čim manj pripadnikov srpske manjšine lahko zaposlilo, je prepričan domačin Marko Đukić. Srečali smo ga v nekakšnem središču Srba, kjer je že na prvi pogled jasno, da kraj vse prej kot cveti. Centrirani postotak i čekaju 31. godinu popis stanovništva. Po popisu iz leta 2021 v Srbu živi 300 prebivalcev. Narodnostna sestava uradno ni znana, a večinoma gre za Srbe.
Kraj spada pod upravni del občine Gračac, kjer je delež srbskih prebivalcev po zadnjem popisu 43%. V celotni občini, torej tudi v Srbu, sta srbski jezik in cirilica uradno priznana kot souradni jezik. To je bila četvrta manjina po brojnosti u Evropi. To je bila država u državi, znaš, a veli navodno, mislim, ja sam završio srednju poljoprivrednu dolje u Dubravi, u Zagrebu. Sogovornik, ki danes šteje slabih 60 let, je sredi 80-ih let obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Zagrebu. Pot do oziroma od hrvaške prestolnice je kar dolga. Če se peljete po avtocesti v Dalmacijo, vas od izvoza Sveti Rok do Srba čaka še kakšna ura vožnje. Kot torej poveže tudi ime, v Srbu živi pretežno srbska manjšina. A mislim, nekad se živilo srednje, bilo je 3 velike firme i 2 manja pogona koji su do 30 ljudi zapošljavali. V nekdanji Jugoslaviji so imeli nekaj industrije, danes pa v Srbu ni nikakršne večje gospodarske dejavnosti ali podjetniških inicijativ. A sad ti OPG-ovi, stočari i nešto ugostitelja i ovaj tercijarni sektor, usluge. Tukaj živijo predvsem prebivalci srednjih let in starejši. Preživljajo se pretežno s kmetijstvom, zaposlenih je zelo malo. Šta vi radite ako smijem pitati? Pa mislim, ja imam nešto kuće gore na selu, nešto kuće tu. Prijavljen sam na socijalnu pomoć, mislim, čača mi umro prije 2 godine, bio je star 85 godina, onda sam živio od zagrebačke penzije, a sad imam pravo na socijalnu pomoć. Domačin Marko po smrti očeta, ki je imel solidno zagrebško pokojnino, trenutno živi od socialne pomoči. Skrbi za 2 stari hiši. Večina skupnih objektov v kraju, naprimer zdravstveni dom, razpada. V stanovanjskem bloku v središču kraja je stanovanje mogoče kupiti za 10.000 evrov. Koliko recimo ovaj stan? 10.000 eura. Koliko? 10.000 eura. 10.000? 10. To je nemoguće, da. Pa ne, pa mislim, ovdje su jeftine nekretnine. Pa što kažu novine Hrvatskoj, Srbiji, vjerojatno i Sloveniji, veli nekretnine su daleko ako od grada i bolnice. Mladih v kraju praktično ni. Vrtec že dolgo ne deluje. V osnovno šolo morajo od 5. razreda naprej v 40 km oddaljeni Gračac. V srednjo šolo pa na Reko, v Zadar, Zagreb. Marko Đukić je zanimanjem spremljal proteste proti gradnji hidroelektrarne na Uni. Pa dobro, sad ima više mišljenja, jer recimo prevladava mišljenje da je to privredni kriminal. Zelo odločno pove, da je upor proti gradnji hidroelektrarne povezal prebivalce. Brez dlake na jeziku doda, da gre za klasični gospodarski kriminal. Što vama znači, recimo, ako kažemo mir? Kako, nisam vas razumio? Mir. Mir. Da. Mir, da. Pa mi znači mnogo. Z Markom Đukićem smo se na glavni ulici v Srbu zadebatirali še o miru. Ta mu pomeni zelo veliko. Jer ja sam bio 100% i svi ovi ljudi su bili uvjereni da ćemo mi umrijeti u Srbiji. Jer bio takva atmosfera. Bil je prepričan, da bo moral umreti v Srbiji, saj so bili Srbi po hrvaški vojaški operaciji Nevihta leta 1995 prisiljeni zapustiti Srb. Sam je nekaj let živel v okolici Zrenjanina v Srbiji. Pa bio je prijedlog da se veli srpska imovina konfiscira, a Srbi svi protjeraju. Da je Evropa skočila, veli ne može tako, to je barbarizam. Vrnil se je po smrti hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Onda ste se vratili? Pa vratio sam kad je Tuđman umro i kad je došla ova Mesićeva i ova struja, ova proevropska. Pravi, da spoštuje hrvaške zakone in državo, ki je vendarle proevropska in vsaj za silo garant enakosti in svobode. Srb Marko Đukić vendarle živi na ozemlju Evropske unije, če tudi človek ob pogledu na kraj Srb ne bi nikoli rekel, da je tukaj Evropska unija. Pa više slobode, da. A mislim sad je Hrvatska u Evropskoj uniji mora poštivati evropske zakone, sad je Evropa i drži u šaci, ne mogu raditi uopće šta hoće. Što rekao Plenković, veli, srpska manjina se ne smije dirati, jedno se centrira, daš, što državi odgovara do 4%, ima nas 5,1%. Kritičen je tudi do srpskega predsednika Aleksandra Vučića, ki da ga tudi Evropa drži v pesti. Zbog Evrope, mislim, okreće se prema vjetru. Vučić da se obrača po vetru. Pa Vučić je bio najprije nacionalista, a onda isto materijalista, kao rat je prošao, pa je sad postao umiven političar. Sogovornik zagotavlja, da se povsem normalno razume s hrvaško manjšino v kraju. Tudi hčer in pokojni mož je bil Hrvat. Pa mislim, meni je zet bio Hrvat, umro od raka, stajanje Hrvatica, a Zagreb nije
tvrd, mislim. S Hrvati v Srbu sicer praktično nima stikov, večinoma živijo drug mimo drugega. 12 hrvatskih porodica, bosanski Hrvati, mislim, pošto oni imaju veći natalitet, pa ne mogu živjeti svi tamo, a onda je tu im je država dala. Potem, ko je bil Srb v drugi polovici 90-ih praktično mesto duhov, je hrvaška država poleg srbskih povratnikov v kraj naselila tudi 12 hrvaških družin iz Bosne in Hercegovine. Kako oni to kažu, etnička struktura promijeni u korist Hrvata, pa su dobili džabi. Znači, proselili so se, niso od prije, oni so sad došli. Ne, iz Kaknja, Bugojna, Travnika, Novog Travnika, iz Srednje Bosne. Znači, u Zagrebu, Rijeci, Splitu morali dizati kredit, a ovdje su dobili džabe na srpskim područjima, znaš. Kino sala jedno. A to je bio neki zadružni dom, kulturni dom? On je bio kulturni dom, tu je bilo kulturni dom, ovdje je bio muzej. Tanja Rastović, predsednica krajevne skupnosti in vodja združenja UNA, nas je sprejela v kulturnem domu, kjer je nekoč deloval tudi kino. V pritličju so poleg pošte še začasni prostori katoliške cerkve, medtem ko je pravoslavna cerkev na drugi strani kraja. I eto, ovdje su nam većinom sva neka događanja, ono što se tiče... V delno prenovljenem kulturnem domu so vsa družabna dogajanja v kraju, ki jih seveda ni prav veliko. Nedavno so na primer organizirali delavnico za vse otroke iz širšega področja Srba. Ustvarjali so različne obleke za igrače in tudi zase. Dan so zaključili z modno revijo, na katero so prišli tudi starši. Tudi na takšen način skušajo povezati ljudi za skupne cilje. I živimo i radimo i nastojimo nekako da preživimo. Vidite i sami, priroda je lijepa, ali... Lepa narava pa je praktično tudi vse, kar imajo. Širše območje ima burno zgodovino konfliktov med Hrvati in Srbi. Na začetku druge svetovne vojne je tukaj vladal ustaški režim neodvisne države Hrvaške, proti kateremu so se uprli Srbi in partizani. Po osvoboditvi se je relativno mirno živelo v nekdanji Jugoslaviji. Područje je bilo uvijek pogranično, ali to se nije osjećalo ranije, jer je bila jedna država. Ob razpadu države je bilo to območje del samorazglašene Republike Srpske krajine. Srb je postal del Hrvaške po operaciji Nevihta leta 1995. Takrat so praktično vsi srbski prebivalci zapustili Srb. Srb je sada selo, a prije je bilo kao neki mali gradić, jer je imao sve obilježja grada. Kot povedno doda Tanja Rastović, so pred 30 leti zapustili mesto in se čez nekaj let vrnili na vas. Srbi so se v Srb začeli množično vračati sicer šele po letu 2000. Vratili smo se ovdje zato što većinom iz ljubavi i zato što smo volili svoj kraj. I vratili su nam se roditelji najprije. Najprej so se vrnili njihovi starši, potem pa tudi mlajša generacija, saj so želeli pomagati in tudi spoznali, da lahko tukaj živijo umirjeno, v stiku z naravo. Prišli so tudi otroci in kraj vsaj za silo spet zaživel. Da se otvori trgovina i onda se otvorila i osnovna škola, kad je došlo mlađih ljudi, došlo djece i otvorila se osnovna škola od 1. do 4. razreda. Mlajši povratniki so se pred 20 leti zavedali, da morajo najti nek skupni pozitivni cilj, ki jih bo povezal kot skupnost in jih odmaknil od nesrečne preteklosti. Ovdje je priroda nama bila svakodnevnica. Počeli smo je malo više cijeniti kad smo otišli odavde. Naravo so začeli bolj ceniti šele, ko so morali zapustiti Srb. Videli so, kaj so imeli in po vrnitvi so se organizirali sami. Saj jim je bilo jasno, da občina in država ne bosta branili interesov narave. Se organizirali, pošto smo vidjeli da je vrlo teško će općina ili neko uložiti, država ili nešto, onda smo se organizirali u jednu malu udrugu. 2003. godine smo osnovali ovu udrugu UNA. Leta 2003 so tako ustanovili združenje UNA. Najprej so se lotili promocije, saj mnogi še danes ne vedo, da UNA izvira na Hrvaškem, ne pa v Bosni in Hercegovini. Uspešni so bili na nekaterih evropskih razpisih. Reko so želeli oživiti tudi z adrenalinskimi športi, vendar jih je ustavila meja. Mi smo kroz to htjeli, išli smo dosta napred, htjeli smo te neke adrenalinske sportove, penjanje, rafting na Uni, ali tu nas je sve opet sprečavala malo ta granica. Do prejšnjega poletja je združenje UNA pomagalo pri skrbi in vzdrževanju območja izvira reke. Potem pa se je nekega jutra vse postavilo na glavo. Na izviru Une so stroji začeli kopati in spreminjati tok reke. Želim da se obratim gospodi koja nama nije dosta dala nikakav odgovor.
kad smo se mi organizirali, tako i počeli boraviti dolje skoro na izvoru, tom jednom platovu, i tamo smo čuvali da ne rade više i ne rade sa bagerom. Hitro so se organizirali in najprej fizično preprečili nadaljnja dela. Poklicali so inšpekcije, dobili so moralno in fizično podporo iz celotne regije. Pokazali so izjemen pogum in aktivno državljanstvo na območju, ki kar kliče po pasivnosti. Mještani tog sela Suvaje, Srba, mi iz udruge i eto tako, i onda smo malo dobili medijsku pažnju, dobili pažnju ovih javnih ličnosti, pomoć od Bosne. Pridružili so se jim tudi aktivisti iz Bosne in Hercegovine. Tanja Rastović pripoveduje, da nihče ni niti pomislil, kakšne narodnosti ali vire je kdo. Da li je tu uopće nešto značilo kakve si nacionalnosti ili etničke pripadnosti kad ste se borili? Ne, ništa to nije uopće dolazilo u prvi plan, niti smo neko nešto govorio o tome koje je to područje, šta je to, bili smo svi stvarno jedinstveni. Skrb za UNO ih je ponovno združila, bila je nad vsemi zgodovinskimi razpokami miru. To nije uopće dolazilo u ikakvo pitanje nacija i nešto, jer smo se svi ujedinili da jednostavno ne damo UNU. Pravi, da nihče tudi ni niti pomislil, da se v resnici borijo za ljudi v Bosni in Hercegovini, kjer ima UNA najdaljši tok in je zelo turistična reka. Tako je. Mi smo rekli, mi ništa ovdje nemamo, ali ne damo ni ovo što sad imamo, ovu prirodu, i ne damo je sad uništiti. Znači, nimamo veliko, a imamo naravo, ki je ne dovolimo uničiti, sklene Tanja Rastović, predsednica Združenja UNA in krajevne skupnosti Srb, ki se je ob našem obisku uvajala v novo službo. Začasno zdaj dela na poštnem okencu, eni redkih, recimo i javnih služb v kraju. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. U sjenama tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Svojim bojem so presenetili kapital, investitorja in verjetno tudi državo, inšpekcije. Nosilci moči si verjetno niso mislili, da se bo v tako degradiranem območju z velikim zgodovinskim tovorom zgodilo odločno in zedinjeno ljudstvo. Znam, izolirani smo i mislim da su svi bili iznenađeni ovim našim akcijom i ovim aktivnostima. Jer nisu se nadali možda da će se iko pobuniti, mislili su ovo je sad pusto. Jedina moje tebi sviram ja, jedina moje tebi pjevam ja. Pa to je nastalo baš na ovom betonu na gradskoj plaži tu. Reka Una je inspiracija tudi mnogim umetnikom. Ljubezni in vodi je pesem posvetila tudi glasbena skupina Divje jagode, katere besedilo je recitiral Edin Redžić iz Bihaća v Bosni in Hercegovini. Una u Bihaću znači izvor života, znači svetinja, Una je nama sve. Edin, ki je kot bošnjaški aktivist tudi aktivno sodeloval pri branjenju izvira Une na hrvaški strani, pravi, da Una predstavlja izvor življenja, da je sveta reka in da jim pomeni vse. Pa vidjeli smo te grozne slike sa društvenih mreža, to nas je jako pogodilo tu u Bihaću, jer... Po vstopu v Bosno reka postane širša, bolj zanimiva za vodne športe in torej tudi turizem. Ob reki so številni bolj ali manj improvizirani športni centri. Opaziti je veliko novogradenj, za katere se zdi, da so v prostor umeščene brez pravega koncepta in razmisleka. Divji posegi v naravo v obliki samoiniciativnega urejanja rečnih bregov niso redkost. Kot gobe po dežju rastejo glamping hišice, na katere stojijo praktično čisto ob reki. Sa moje strane gledajući, odnosno sa poslovne strane, iz tog aspekta turizma, Una je jedna fabrika koju treba čuvati, njegovati, poštovati i svima nama tu će biti dobro. Una je tovarna, ki jo je potrebno varovati, negovati in spoštovati. Una je nad politiko in nacionalnostmi, sklene Edin, ki dela v družinskem turističnem podjetju. Tik ob reki imajo že 18 let zelo obiskan rafting center.
Zgodba o skorajšnji ekološki katastrofi na reki Uni je dokaz, kako pomembno je širše okoljsko zavedanje in kako pomembna je vloga civilnih iniciativ, navkljub še tako formalno močni zaščiti. Če prebivalci iz meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino ne bi tako odločno reagirali, bi danes na Uni verjetno že stala nekakšna hidroelektrarna. I dovoljno se u medijima o tome govorilo i treba se i dalje govoriti da se to ne zaboravi, gleda ipak malo sanirati, da se ne pusti, oni kažu priroda će to sve. Puno je toga napravljeno da ne može sama priroda sve to da zalječi. Narava sama ne more pozdraviti škode, ki jo je pustil divji poseg na izviru Une. Ta je zaradi gradbenih del spremenila svoj tok. Tanja Rastović in aktivisti iz ekološkega združenja vztrajajo pri sanaciji. Hkrati so s svojim aktivnim državljanstvom pomembno izboljšali tudi odnose med ljudmi na nemirnem in pozabljenem obmejnem območju. Da je to kao da je Oluja završila prije nekoliko. Jako se malo ulaže u ovaka područja. I mislimo da smo na neki način zapostavljeni. Nadaljuje, da se je takrat mlajša, zdaj pa že srednja generacija na to območje vrnila z dobrimi nameni, ne pa da pogrevajo zgodovino. Mi smo se vratili ovdje dobre volje da živimo u suživotu, da nekako ostavimo po strani i da gledamo u budućnost. Nimajo težav, da sobivajo s hrvaškimi ali bošnjaškimi sosedi. Jednostavno živi se normalno, živimo svi skupa, jedan suživot, djeca su zajedno u školi, sve tu se pomažemo koliko se možemo i eto tako, to nema nikakvog problema. Otroci hodijo v isto šolo, skupaj so se na primer udeležili tudi že omenjene otroške modne revije v kulturnem domu v Srbu. Tudi skupni ekološki cilji, da ohranijo nedotaknjeno Uno, so pripomogli k boljšim odnosom in k zmanjšanju etnične distance, ki je lahko, spodbujena s politiko in mediji, povod za nove in nove spore na pokonfliktnih območjih. Ne treba se ništa zaboraviti i treba uvijek znati što je bilo, ali treba ići napred. Nikakor se zgodovine ne sme pozabiti, zaključi Tanja Rastović, toda gledati je treba v prihodnost, ker Una teče naprej. Jer ipak ne može se... Una teče dalje. Da. Tako je, Una, kako smo to i rekli, da će Una nastaviti dalje teći. Poslušali ste 3. epizodo serije Razpoke miru, ki jo na Valu 202 pripravljamo ob 30-letnici konca vojn na področju nekdanje Jugoslavije. Širše območje kraja Srb na Hrvaškem, ob izviru reke Une, sva obiskala Luka Hvalc in Gašper Andrinek. Priporočava se za odzive. V podcastu Zgodbe, nanj se lahko naročite v vseh aplikacijah in na val202.si, bomo do sredine julija objavili različne reportaže z območji tako ali drugače razdvojenih svetov. Zovem se Faruk Smajlović iz Srebrenice, muzičar, bubnjar, sportski radnik v fudbalskom klubu Guber. 11. julija bo minilo 30 let od genocida v Srebrenici. Obiskali smo nesrečno mesto in med drugim odšli tudi na nogometno tekmo. Edhem, Omer, Đorđe, Marinko, Miličević, Predrag Petrović, bez ikakvih problema. Druže se, sinoć su svi bili pijani, svi zajedno su bili pijani, sad su svi mahmurni. Otvoreno govorim. Zdravo, tukaj je Gašper. Ti je bila ravno kar slišana zgodba všeč? Imaš mogoče tudi ti kakšno podobno zgodbo v mislih? Potem je naslednji poziv zate. Radio Slovenija je namreč pripravil natečaj za izvirno podcast serijo. Iščemo inovativne pristope, avtorske in novinarske drznosti ter odprtosti za teme, o katerih moramo govoriti in ki jih morajo slišati tudi drugi. Prijave zbiramo do 30. junija 2025. Več informacij pa najdeš na val202.si ali pa če v katerikoli iskalnik napišeš Ustvarite podcast z Radiem Slovenija.